Pozdravljeni v podkastu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tokrat bomo govorili o tem, kako spremeniti svoje življenje in zdravje na bolje. To je res kar širok pojem. Svojo sogovornico Polono Moličnik, ki je koordinatorica zdravstveno-vzgojnega centra na Ravnah na Koroškem, pa bova govorili o tem, kako lahko prvi korak pri odločitvi, da boste bolj zdravo živeli, naredite že, če prestopite prag Centra za krepitev zdravja ali pa zdravstveno-vzgojnega centra. Dober dan, gospa Moličnik. Dober dan, lepo pozdravljeni. Najprej me zanima, zakaj ljudje v Ravnah najpogosteje pridejo v zdravstveno-vzgojni center? Ljudje najpogosteje pridejo v zdravstveno-vzgojni center zaradi tega, ker si želijo neko spremembo v svojem življenju ali zaradi tega, ker se najdejo na neki točki v svojem življenju, ko jih zdravnik ali medicinska sestra oziroma referentna sestra opozorita na določen dejavnik tveganja, ki se je pri njih pojavil. In na ta način v bistvu pridejo k nam, da jih pomagamo na nek način usmeriti k spremembam, ki jih lahko, pozitivnim spremembam, ki jih lahko uvedejo v svoje življenje, zato da čim bolj dolgo ohranijo svoje zdravje takšno, kot je. Pravijo, da preventiva za nas v življenju naredi veliko več, kot bo kadarkoli naredila kurativa. In zato dajemo res izjemno velik poudarek v zadnjih letih. Še posebej se mi zdi ravno na to preventivo. Zdaj, če sva vsi želimo narediti bolj zdravo življenje, želimo narediti korak naprej, ampak je to najpogosteje pridejo zaradi alkohola, težav z alkoholom ali ker hočejo nehati kaditi, želijo biti bolj fit, imajo težave v duševnem zdravju, ker zdravstveno-vzgojni centri oziroma centri za krepitev zdravja kar široko paleto preventive pokrivajo, ne? Ja, res je. Pokrivamo tako, zelo lepo ste to opisali, tako kot pokrivamo področja duševnega zdravja, kot tudi kar se tiče gibanja, zdrave prehrane. Bom rekla, odzivajo se na vse. Mogoče v največji meri se v zadnjem času vidi potreba po obisku delavnic, ki zajemajo področja duševnega zdravja, se pravi, kar je povezano z stresom, tehnikam sproščanja. Tu vidimo kar precejšen obisk. Mislim, da zdaj že kar 2-3 leta zaporedoma imamo kar višek delavnic, kar se tiče tehnik sproščanja, pa še sprašujejo. In to ne glede kje, lahko so to podjetja, lahko so to posamezniki, lahko je to oseba, ki je k nam napotena strani zdravnika ali referenčne sestre. Tako da tule je kar precej. Zelo radi pa hodijo k nam tudi na področju svetovanja zdrave prehrane in hujšanja. Imate občutek, da ljudje še vedno ne vejo, kaj je zdrava prehrana? Ali je obisk k vam tisti nek motivator ali pa iščejo pri vas motivacijo ali dejansko informacijo o tem, kako shujšati? Ker zdi se mi, da danes že povsod nekaj piše ali pa so neki praktični nasveti, kako shujšati. Ja, sigurno, To je sigurno res. Včasih rečemo, da je teh nasvetov majčkeno preveč. Zelo dobro se spomnim, ker sem sama delala enkrat eno raziskavo, ki je bila, zelo veliko se pogovarjamo namreč o razbijanju mitov o zdravi prehrani. In je bilo vprašanje nekaj časa se je govorilo o tem, da naj bi bila kava z mlekom bolj škodljiva kot pa sama kava. In potem se jaz lotim tega raziskovanja in ko v Google napišete kava z mlekom, je to dobro ali to ni dobro, ti dejansko vrže članke, kava z mlekom je dobra, kava z mlekom ni dobra, kava z mlekom je dobra, kava z mlekom ni dobra. In je to ena taka zelo luštna izkušnja, ko vidiš, da tudi, če se nekdo želi poglobiti v te stvari, se lahko zelo hitro zmede, ravno zaradi poplave informacij. Nažalost, ogromno ljudi in do informacij, za katere meni, da so verodostojne, dostopa prek socialnih omrežij, kar se pozna. Tako da bi rekla, da ja, res je veliko informacije na voljo, ampak zelo težko je pa najti tiste informacije, ki so dejansko dobre, zdrave za nas in prave odločitve. In se mi zdi, da s tem, ko imamo vedno več in več možnosti, bom rekla, prehranjevanja, bolj so ljudje zmedeni. In zato včasih je zelo dobro, ko pridejo k nam in naše delavnice so ustvarjene zelo, zelo praktično.
a ne. Nima smisla, da jaz predavam nekomu, ki, ne vem, še nikoli v življenju ni jedel papaje, pa mu jaz razlagam ali pa avokada, pa mu jaz recimo razlagam o zdravih učinkih avokada. Nima smisla. A ne. Jaz moram osebo zelo dobro spoznati njegove oziroma njene prehranske navade in šele na to začeti v bistvu usmerjati osebo na pravi način, a ne. Če bi recimo jaz zdaj prišla k vam s problemom, hočem shujšati, imam preveč telesne teže, kako bi me obravnavali pod narekovajih? Ja, zdaj, če bi se medve srečale na ulici, a ne, pa bi me pocukali za rokav, pa bi rekli, Polona, jaz pa rabim pomoč, bi jaz rekla, super, okej, pridi in se bova najprej malo pogovorile. Namreč tako v zdravstveno-vzgojnih centrih kot v centrih za krepitev zdravja imamo možnost obravnave posameznikov na način, bomo rekli temu, individualnega posveta, preko katerega lahko osebo spoznamo in jo usmerjamo potem naprej, naj si bo do zdravnikov, naj si bo do drugih sester, naj si bo do naših drugih delavnic. Namreč, če bi recimo midve ugotovili, da ste vi res primerna kandidatka za to, da bi prišli k nam na delavnico zdravega hujšanja, morate pred tem obiskati osebnega zdravnika oziroma diplomirano medicinsko sestro v ambulanti družinske medicine. Jaz jih imenujem še vedno referenčne sestre, a ne. Torej, če obiščete to sestro, naredi ona z vami tako imenovan preventivni pregled. Namreč, zato da oseba se vključi k nam v delavnico recimo zdravega hujšanja, mora zadostiti določenim kazalnikom. Eden izmed njih je recimo ta, da naj bi bil ITM nad 30 ali več, oziroma je lahko tudi manjši, če so prisotni določeni dejavniki tveganja. To je indeks telesne mase, Tako, hvala. ki ga izračunamo, teža pa višina. Tako, super. Ja. Lahko imamo tudi, če na spletu pogledate, imate tudi te kalkulatorje indeksa telesne mase in si lahko to vedno prekalkulirate tudi sami, no. Tudi če vam gre težje matematika, no. Tako da ja, bom pa rekla, da se ne zgodi, jaz sem prepričana, da lahko govorim v imenu vseh centrov in zdravstveno-vzgojnih in centrov za krepitev zdravja, se ne zgodi, da bi osebi rekli, veste kaj, gospa ali gospod, vi pa pri nas niste zaželeni, ali pa pri nas pa ne boste nadzvedli, ali pa pri nas pa ne boste, ne vem, prišli do nekakšnega zaključka. Sigurno bomo našli nek način, ne. Tudi če bova midve ugotovili, da pa imate vi pa mogoče ITM res, se pravi indeks telesne mase res nižji, ne, mogoče pa lahko to na kak drugačen način speljeva, ne. Za katere zdravstveno stanje oziroma za katere želje in potrebe je nujno obiskati osebnega zdravnika, da lahko nas usmeri na center za krepitev zdravja oziroma zdravstveno-vzgojni center. Torej, pa mogoče malo širše, na kakšen način sploh lahko uporabniki pridejo do vas? Okej. Dobro, zdaj je to široko vprašanje, res. Ja, delavnice, ki jih imamo, zdravstveno-vzgojni centri, so vezane nekatere na to, da pri katerih se dejansko potrebuje napotitev, kot smo rekli, ali strani osebnega zdravnika ali referenčne sestre. Zdaj, če pogledamo mogoče na ta način, pri recimo referenčnih sestrah smo mi obravnavani od 30. leta dalje. Se pravi, če se mi znajdemo v stiski pred 30. letom, smo tukaj za vas mi. Od 19. leta dalje, bomo rekli, vas vključujemo v zdravstveno-vzgojne centre. Razlika zdravstveno-vzgojni center in center za krepitev zdravja v tem primeru pa bi bil ta, da v centru za krepitev zdravja se lahko vključijo tudi mlajši ljudje, se pravi mladostniki, na način, da se vključijo v tako imenovane družinske obravnave, za zdrav življenjski slog, kjer je dejansko vključena cela družina, kakor tudi, bom rekla, več različnih strokovnjakov, dietetika, kineziologa, psihologa, tudi diplomirane medicinske sestre. Torej, center za krepitev zdravja je malo širši kot zdravstveno-vzgojni.
Tako, širši na način, da imamo v centrih je dodaten kader, kot je recimo kineziolog in pa dietetik, česar v zdravstveno-vzgojnih centrih še ni, a ne? Ampak načrt seveda je, da se bodo v nekem času vsi zdravstveno-vzgojni centri preobrazili v centre za krepitev zdravja. Pa če gremo mogoče nazaj, sem rekla, da je široko vprašanje. Torej, če greva nazaj, nekatere delavnice so takšne, pri katerih, zato da jih obiščete, potrebujete dejansko napotitev strani naj si bo osebnega zdravnika ali referenčne sestre. Do osebnega zdravnika pridete, pokličete se, naročite, a ne, in enak postopek je pri referenčnih sestrah. Vas tudi one same kličejo, a ne, in takrat vedno, ko ste v stiku, bom rekla, s katerimkoli zdravstvenim delavcem, naj si bo osebni zdravnik, naj si bo specialistična ambulanta, naj si bo to, bom rekla, kera druga medicinska sestra, komurkoli od zdravstvenih delavcev v bistvu boste rekli, da potrebujete pomoč, oziroma mogoče niti ne pomoč, mogoče samo druženje, mogoče kak prijeten nasvet ali samo klepet. Če boste to omenili, jaz sem prepričana, da vas bojo znali usmeriti, kako priti do nas, a ne. Jaz se včasih pohecam pa rečem, če boste kaj rabili, pokličite v zdravstveni dom pa rečete, da hočete polono, saj vas bojo vezali prav, a ne. Torej, kot smo rekli, nekatere delavnice potrebujejo napotitev in to so delavnice recimo zdravo hujšanje, to so daljše delavnice. Delavnica zdravo hujšanje poteka 4 mesece, se srečujemo enkrat na teden in zajema tako delo z medicinsko sestro, kot tudi s fizioterapevtom ob vsakem srečanju. Vključuje se tudi osebni zdravnik, vključuje se tudi psiholog na 3 srečanjih. Po 4 mesecih zaključimo neko temeljno srečevanje in se potem nadaljno srečujemo tudi na 3-mesečje, tako da dejansko spremljamo eno osebo celo leto. In zato, da se oseba vključi v takem primeru, pač res potrebuje na tako napotitev. A pa imate kakšno statistiko, kakšne podatke o tem, kako so te delavnice uspešne? Ja, takole bom rekla, za lansko leto lahko preverimo, lansko leto jih je bilo udeleženih v tej delavnici, samo da preverim, jih je bilo udeleženih 2360 ljudi tekom cele Slovenije, a ne. Zdaj, ko govorimo pa o uspešnosti, je pa zdaj to spet en tak širok pojem. Marsikdo pride na to delavnico, recimo pri nas, ko prihajam s Koroške, iz Mežiške doline, bom rekla, marsikdo pride ne samo zato, da shujša, ampak preprosto zato, da se nekako vključi nazaj v družbo. Posebej seveda govorim za starejše ljudi, tudi invalide, ki se vključijo in je že to recimo svojevrsten uspeh, da pridejo, da se podružijo, da v bistvu, bom rekla, grejo preko svojih okvirov, preko svojih meja, zato da dosežejo nekaj, Tako da, kar se tiče uspešnosti, je zdaj, moramo dati nekaj kazalnika, Če rečeva, ja, okej, osebe shujšajo, ja, shujšajo, absolutno. Shujšajo na način, da spremenijo svoj življenjski slog. Recimo, imam en lušten primer, ko je prišla do mene ena punca, ženska, bi mogla reči, tam v 30 letih. Ona je prišla do mene v času, ko smo mi že z vsemi delavnicami zaključili v tistem letu, pa sem jaz rekla, nič hudega, pridi, greva na en individualni posvet, sva se usedla, sva se pogovorila, sva se stehtale in na tak način sva se potem midve še vseeno srečevali 2-3 mesece. Na kar se je takoj, ko je bilo možno, z januarjem naslednjega leta, se ona vključila v delavnico in je bila res redno na delavnici in ona mi je shujšala, mislim, da je 40-50 kil, kar je izjemno veliko, ne podpiramo načeloma, sploh pa ne hitrega hujšanja, ker hujšamo zelo počasi, hujšamo od pol kile na teden, ona je pa res izjemno shujšala. Ampak razlog, zakaj sem jo izpostavila, je ta, ker ona še zdaj, pa to je zdaj že 2 leti nazaj, ona še zdaj težo drži. Ampak ona je dejansko spremenila svoje življenje. Tukaj se ni šlo za odpovedovanje hrane, ampak se je šlo za dejansko popolnoma drugačen način prehranjevanja je sprejela. Zamenjala je partnerja, zamenjala je službo, zamenjala je stanovanje. Dejansko je res obrnila svoje življenje, bom rekla, na glavo.
Ampak očitno deluje, ne? Ker ona še zdaj, tako sem rekla, težo drži, mi še zdaj se slišiva, preverim, jaz še vseeno ljudi povabim potem nazaj na delavnice, a ne. Tako da zgodb je tukaj res veliko, a ne. Bom tudi rekla, ni, včasih reče kdo, saj sem hodijo pa verjetno samo ženske. Ne, daleč od tega. Moški so zelo uspešni. Bom rekla, zelo uspešni. Je pa tule res zelo, zelo veliko faktorjev, ki vpliva na to, koliko shujšajo in kako dolgo dejansko to telesno težo potem vzdržujejo. Koliko je tukaj recimo pomembna podpora okolice? Ogromno. Jaz mislim, da zelo, če štejemo kot okolico ne le domače okolje, partner, otroci, prijateljice, včasih pridete tudi 2 prijateljici skupaj na delavnico, se zgodi tudi, recimo ena stvar, na katero jaz nisem bila pripravljena, in to je bilo ta, da je mogoče kdo na začetku rekel, ja, jaz bi že hodila na delavnice, ampak ne želim, ker je to malo okolje in zdaj bojo ljudje vedeli, kakšne težave jaz imam, ker mi se bomo srečevali zdaj tu 4 mesece, enkrat na teden, vem, da se bomo pogovarjali o stvareh, jaz tega ne želim deliti, ker nočem, da potem cela vas ve, kaj se z mano dogaja. In zanimivo je, da vsi tisti, ki so se dejansko opogumili in pristopili, do tega ni prišlo. Ni prišlo do nekega širjenja govoric, ampak dejansko bom rekla, doslej, pa sem kar nekaj teh skupin že dala skozi, kar nekaj let, bom rekla, vse skupine, ki so dejansko vztrajale tiste 4 mesece, so bile čudovite. Res ne morem povedati, koliko ogromno ti ljudje dajo nam, jaz upam, da ravno tako mi njim, ampak se res učimo eden od drugega in dejansko res, kar se tiče zdravega hujšanja, je res kapo dol, no. Res ena čudovita izkušnja in bom rekla, sigurno vsaj polovica tistih, ki končajo ta program, se želijo potem ponovno vključiti v delavnice. Marsikdo reče, jaz bi drugo leto tudi hodil, a ne. Pa recimo na žalost ne moramo, a ne, ker lahko pridejo na vsako drugo leto, se pravi v vmesno leto, jih pa lahko vključimo v kjer druge delavnice, a ne, in z veseljem pridejo. Res z veseljem. V bistvu so potem vaše delavnice lahko tudi en korak, ne samo za spremembo prehranskih navad, ampak spremembo življenja nasploh. Absolutno. Zato tudi verjetno radi ljudje Ja. se vračajo potem, ne. Ja. Kaj je pa tista motivacija? Oziroma, zakaj se ljudje najpogosteje, kaj je tisti motiv, da pridajo ljudje k vam? A je to, ker, ne vem, nekom, ki tvegano pije, reče partnerka ali pa partner, saj tukaj ne bomo delali razlike, zdaj pa, če ne boš nekaj naredil zase, pač je to, ne? A je to zaradi tega, ker pridejo na zdravniški pregled in jim zdravnik previsok cukor, krvni sladkor ugotovi, pa krvni pritisk? Kaj je to? Ali je nekdo pač v stiski? Jaz mislim, da je kar vse od naštetega. Dejansko vse od naštetega. Pogosto se zgodi, ko ste omenili zdaj delavnico, ko je individualno svetovanje pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola. Tam sem imela recimo primer, ko je prišel gospod Erik, jaz ne vem, zakaj sem tule. A ne? Ampak ta srečanja, ti individualni pogovori so res izjemni. Jaz zelo rada kar precej časa vzamem. Jaz sem zelo vesela in srečna, da ga imam, da se dejansko lahko res posvetimo ljudem, ne bom rekla pacientom, ampak ljudem. Je pa absolutno velika razlika v nadaljnjem delu, zakaj je oseba prišla. Če je recimo to primer takšen, ko sem rekla, pride tja, se vsi reče, jaz pa ne vem, zakaj sem tukaj. Potem imamo primere, ko je recimo, ne vem, se zgodilo, da je bil en gospod, ko je šel v nočno službo, vzel six-packa, bil pijan, ko Mavra, pa ga mojster opozori na to prvič in drugič in tretjič in ni bilo nič. Na koncu je začel tako razgrajati, da so poklicali policijo in ga na silo odstranili iz tiste hale. Tako. V tem primeru je recimo delodajalec zahteval, da se naredi neka sprememba in preden, da gre oseba na zdravljenje, včasih delodajalci tudi predlagajo, da pridejo mogoče k nam na te delavnice.
In bom rekla, te delavnice so pa zelo uspešne. Ker mislim, da je odzadju vseeno neki strah prisoten pri ljudeh. Eno je, da družine opozarjajo, partnerke ponavadi ali partnerji, kot ste rekli, ponavadi prvi opozorimo na te težave, Ampak vseeno so to drugačni odnosi. Ko pa do vas pristopi vaš nadrejeni ali mogoče druge institucije, kot je policija ali center za socialno delo, je pa vseeno pritisk na osebo majčkeno drugačen. In Gre bolj zares, ne? Tako, takrat gre pa malo bolj zares, Ampak v tem primeru pa tudi opažam, da bi ljudje, namreč te delavnice zajemajo 5 srečanj, potem pa se spet ponovno srečujemo čez 3 mesece, da je to absolutno premalo. Marsikdo bi rad kar malo dlje obiskoval te delavnice. Jaz jih včasih tudi malo podaljšam, če je le možno, in če vidim, da je oseba v stiski, absolutno. Jih pa potem usmerjamo tudi naprej, če ugotovimo, da je to potrebno. Enako, kot se recimo zgodi, kot sem rekla, tule se oseba prestraši, pa na ta način mogoče vzame stvar malo bolj resno, če lahko tako rečem, in pride k nam na delavnico. Enako se lahko zgodi tudi pri hujšanju, Ogromno ljudi pride pa pove, ja, me je, ne vem, referenčna sestra poslala v laboratorij, moj izvid krvi je bil zelo slab, in pol pridejo k nam in pa dejansko začnejo uvajati neke spremembe v svoje življenje, grejo spet na odvzem krvi in vidijo boljše rezultate. To je dobra motivacija, To je izjemna motivacija, ker ljudje smo zelo nekako vezani na številke, na statistiko, Tako da to je zelo, zelo dobro, bom rekla. Tako da so razlike, Tudi se zgodi, ali pa recimo se zgodi, ne vem, delavnica recimo kajenja, opuščanje kajenja, individualna. Pri nas imajo zelo radi individualno, kar se kajenja tiče, skupinskih nimajo tako radi. Kar je zanimivo, Ja, ampak mislim, kajenje je zelo, zelo, bom rekla, osebno, To so neki rituali, ki jih ima človek v življenju. To jemlje zelo kot del njih, sploh tisti, ki kadijo po 50 let, 40, 50, 60 let, Sam po drugi strani pa ni tako stigmatizirano, recimo, kot prekomerno pitje. Se mi zdi, da je vse prekomernega pitja večja stigma drži, kakor... Ja, ampak odvisno, če vprašamo recimo mlajše ljudi, Če vprašamo mlajše, pa tisti, ki kadijo električne cigarete, so še kul, Tisti, ki pa kadijo navadne cigarete, jih pa kar precej obsojajo. Tako da ta trend se skozi spreminja. Je pa absolutno velika razlika, sploh pri alkoholu, kjer je vpletena ponavadi cela družina, Pri kajenju je pa nekaj zelo osebnega, Kdaj pri alkoholu presodite, da to pa presega vašo obravnavo in oseba mora iti k obravnavo specialistu? Ja. Takoj, ko ugotovimo, da v tem primeru ne gre samo za neko tvegano oziroma škodljivo pitje alkohola, ampak že govorimo o oblikah odvisnosti, pri katerih je pač potreben drugačen pristop, Tu moramo tudi mi zelo paziti, dokot so naše kompetence, ker tule bi lahko zelo hitro dejansko igrali od psihoterapeuta do socialnega delavca, kar seveda smo zelo dobro podkrepljeni strokovno, ampak se moramo zavedati svojih kompetenc. Tako da v trenutku, ko ugotovimo, da govorimo dejansko o odvisnosti in da oseba res potrebuje neko pomoč, in sploh, če vidimo, da so vpleteni v ta proces tudi drugi ljudje, če vidimo, da je ta oseba nevarna zase ali za druge ljudi, tudi to se dogaja. V tem primeru absolutno jih usmerjamo naprej. Prej sva govorila o tem, da so različni programi, oziroma da centri za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni centri imajo nekatere programe, ki so enaki vsem, potem se pa pač razlikujejo, glede na območje. Te vsebine se tudi prilagajajo glede na okolje, Zakaj je to tako pomembno? Ja, to je zelo pomembno, ker mi dejansko naša naloga je edukacija, se pravi izobraževanje, svetovanje, ampak mi ne izobražujemo strokovnjakov, Mi želimo ljudi naučiti, na kak način lahko izboljšajo svoje življenje, da bojo čim dlje živeli kvalitetno življenje. Torej,
če bom jaz šla v, ne vem, eno našo vas predavati o takih in drugačnih encimih, me bojo oni debelo gledali, sploh ne bo imelo to nobenega haskanega učinka, ja, hvala, ne. Kot sem že prej rekla, zelo potrebno je spoznati tudi mi sami neke lokalne tako, a ne. In kaj je tisto, kar je ljudem blizu? Ena izmed takih delavnic je zelo res meni osebno ena ljubših, je sladkorna bolezen. Sladkorno boleznijo skozi življenje. Bom rekla, osebe, ki pridejo na to delavnico, morajo biti napotene recimo s strani osebnega zdravnika ali referenčne sestre. In ta delavnica, ta naša sekcija endokrinoloških sester za Slovenije je res izjemno delo opravlja, kar se tiče edukacije. In dejansko delamo zelo, zelo praktično, a ne. Jaz jih vprašam, kaj radi jeste? Pa rečejo, ja, kruh, a ne. Ja, kaj pa? Jaz rečem, ja, kak kruh radi jeste, a ne. Pa rečejo, ja, belega. Pa rečem, ja, kaj pa je razlika, če bi zdaj jedla ženka? A je kaj razlike? Ja, on je bolj zdrav. Ja, zakaj pa? A ne. Zelo, zelo praktično se pogovarjamo, ne. Ali pa vprašam recimo, ne vem, ja, a imate radi govejo juho? Ja, pa rečem, in kaj mislite, da je boljše? A goveja juha ali gobova juha? Sigurno zdaj naberete lisičke, a ne, zdaj so že. Pa rečejo, ja, smo glih zadnjič skuhali, a ne. Pa vprašam, ja, pa kaj mislite, da je bolj dobro, bolj zdravo za vas? A mislite, da je tista juha z lisičkom ali goveja juha? Kaj mislite, da je boljše? In pa rečejo, ja, pa mislijo, ja, sigurno je to za neko tako vprašanje. Reče, ja, ziher je goveja juha boljše. Pa rečem, ja, pa mogoče pa ni. Zakaj pa mogoče mislite, da ne bi bila, ne? In potem pridemo, kako so nudeljči narejeni iz moke in kako so nudeljči problematični, ne sama juha. Mislim, problematični, a ne. Problematični pojejo mi 4 krožnike juhe, a ne, potem ja. Tako da zelo pomembno je to, da prilagodimo naše delavnice okolju, v katerem smo, ker je to edini način, da dejansko lahko osebo, bom rekla, usmerimo. Ker če ne pride do odpora, a ne. Če bi jaz recimo rekla o osebi, ki pride na hujšanje, gospa, midve bomo pa mogle shujšati 10 kil, a ne, kaj pa radi, a kruh je radi jeste? Ja, zdaj ga pa ne bomo več jedli, a ne. A potico imate tudi radi? Ja, tega ne boste več jedli, a ne. Če bi jaz na ta način nastopila, verjetno nihče ne bi shujšal, a ne. A ne, ker ljudje takoj, ko pridemo do nekih hudih, bom rekla, ne rečem temu odpovedi oziroma ovir oziroma prepovedi, a ne, bo to tek na kratke proge. Obrambni mehanizem je potem, Tako, ne? absolutno. Če mi boš pa postavljal ultimat, ja. Če bom pa jaz postavila neke opcije, bomo šla na to, kaj imate vi radi, dajmo najti nekaj, kaj bom, a ne, na nek način, kot da, a ne, vam jaz najdem, zdaj bomo pa še vedno lahko tisti kos potice pojedli in čisto nič ne bo narobe, a ne, z užitkom ga bomo pojedli, a ne, je pa to nekaj čisto drugega. Se mi pa zdi, da je ne samo to, da se mi, bom rekla, ne samo to, da se prilagodimo okolju, še bolj pomembno je to, da se prilagodimo osebi oziroma da pridobimo njeno zaupanje. In to zaupanje mora biti, bom rekla, ustvarjeno od prvega stika, naj si bo to telefonski pogovor, naj si bo to iz oči v oči, do tega trenutka, ko se midve zdaj pogovarjava. Se pravi, da so stvari, ki ostanejo med nami, da tudi, če se srečamo, ne vem, na ulici, a ne, da vemo, kdaj spregovoriti, kaj spregovoriti. A ne. Pol v vas mora biti kar nekaj psihologa. Ja, saj zato sem pa rekla, da moramo zelo paziti, a ne, dokot grejo naše kompetence. Ampak je naša, bom rekla, poglavitna naloga tu noter, pa je motivacija. Motivacija in da res poskušamo vedno najti neko pot, ker vedno je pot, a ne. Res pa je, da če sami v to ne verjamemo, tega ne moramo delati. To pa je res. Vi ste veliko na terenu, Ja. med ljudmi. Ja. Imate občutek, da ljudje vejo, da obstaja ta zdravstveno-vzgojni center oziroma centri za krepitev zdravja po državi? So seznanjeni s tem v bistvu, da lahko pridejo k vam? Jaz mislim, da vedno bolj so. Vedno bolj so seznanjeni, ampak moramo pa res nenehno delati na promociji. In ta promocija lahko zajema od bom rekla, nacionalnega vidika do lokalnega, do socialnih omrežij, ki jih moramo znati uporabiti sebi v prid. Najboljša možna promocija je pa verjetno od ust do ust. To je pa najboljše.
Jaz imam najrajši, ko pride kdo k nam na delavnico, pa potem naslednje leto izpišem isto delavnico, pa pride nekdo pa reče, ja, jaz sem pa prišla zato, ker mi je sodelavka povedala, da je bilo tako fajn in sem mogla priti pogledati, kaj je zdaj resna tema, ne. To je meni super. Koliko ta mreža zdravstveno-vzgojnih centrov in centrov za krepitev zdravja po Sloveniji je dokaj razvejana? Koliko jih imamo v resnici? Zdaj v letošnjem letu jih imamo 47 centrov za krepitev zdravja in samo še 19 zdravstveno-vzgojnih centrov. Tako da zdaj se nam vsem malo mudi, da čim prej postanemo vsi centri za krepitev zdravja, ker k temu strmimo, ne, zato da izvolite. Katera je pa tista največja prepreka, da zdravstveno-vzgojni centri še niste postali centri za krepitev zdravja? A je to kader? Absolutno, ja. Kader. Kader, prostori. Kader. Katerega kadra najbolj primanjkuje? Psihologi, kineziologi, fizioterapevti. Ko sem pregledovala, kaj vse centri za krepitev zdravja ponujajo, me je osupnilo dejstvo, da lahko prideš tja in dobiš pomoč kineziologa in fizioterapevta. Ja. To sta dva poklica, ki sta, če se odločiš za obisk samoplačniško tem specialistom, kar draga, govorim iz lastnih izkušenj, ne? Ampak zelo pa pač lahko pomagajo te ljudje, ne? Kdo vse lahko pride fizioterapevtu pa kineziologu? Dejansko lahko pride kdorkoli. Če govorimo o individualnem posvetu, lahko pride kdorkoli. Ampak me ima vseeno nekje v mislih, da govorimo o edukaciji, ne o zdravljenju. A ne? Se pravi, lahko pridejo po nasvet, ne morejo pa priti sem na zdravljenje. Kot imenujemo zdravljenje kurativo, seveda. Govorimo zdaj na primarni ravni, preventiva. Ne? Na ta način pa lahko pridajo, ja. Torej, s kakimi kako konkretno, kaj konkretno bo kineziolog ali pa fizioterapevt posamezniku dal, če ga obišče v centru za krepitev zdravja? Kineziolog se večinoma vključuje kineziologa imamo zdaj samo v centri za krepitev zdravja, se pravi, pri nas ga zaenkrat še nimamo, se pa vključuje bolj v obravnavo otrok in mladostnikov. Tam je bolj opredeljen in pa pri ostalih delavnicah, kot je recimo hujšanje in pa gibanje, se pravi podobno kot fizioterapevt. Res pa je, da ogromno časa pa mi preživimo tudi v, bom rekla, skrbi za širjenje promocije zdravja v lokalnih skupnostih. Kar pomeni, da smo zelo vpeti v lokalno skupnost, v društva, v take in drugačne prireditve, občine. Nas najdete dejansko povsod. Tudi recimo obeležujemo svetovne dneve, obeležujemo svetovne dneve, ne vem, od demence do spolno prenosljivih bolezni, in že tam, ko nas srečate kjerkoli po celi Sloveniji, kjer smo, pristopite, vprašajte, ker vi ne rabite zdaj na pamet poznati vseh delavnic, ki jih centri in pa zdravstveno-vzgojni centri izvajamo, ampak potrebno je samo tisti prvi kontakt in sem prepričana, da vas bojo potem strokovnjaki, zaposleni usmerili potem oni naprej, na kak način priti do recimo, kot ste rekli, fizioterapevta ali psihologa ali dietetika, Imamo vse možnosti, Enako kot je recimo, kot ste omenili za fizioterapevta ali kineziologa, enako je recimo pri psihologih. Pri nas imamo recimo center za duševno zdravje, pa je še vseeno smo ugotovili, da je, mislim, neverjetna potreba po obiskih v tem centru, da so takoj nastale že čakalne vrste. In posledično lahko nekdo pride do našega psihologa, ampak ponovno ta psiholog bo samo usmeril potem nekako naprej, ne bo pa prišlo do zdravljenja. Če se naveževa malo nazaj na tiste, ki prekomerno pijejo, koliko od njih, ki se pri vas zglasijo na delavnicah, pa se tega sploh zaveda, da so prekomerni pivci, pridajo ljudje tja sami, ki rečejo, na slabi poti sem, ali pridajo, ki jim nekdo reče, zdaj pa mogoče bi bilo fajn, da nekaj narediš. Bom rekla res kar oboje.
je pa pogosto, bom rekla, alkohol je ponavadi povezan še s čim drugim. Naj si bo to kajenje, naj si bo to slabi odnosi, naj si bo to, tako da, ko enkrat ena taka oseba pride, ko vidimo, da ima res interes, da bi naredil neko spremembo na sebi, pa mogoče niti ne želi na zdravljenje, tako osebo poskušamo res čim bolj vplesti v našo družbo, da dobi dejansko strokovno pomoč, čeprav mogoče se tega sploh ne zaveda. Ker poskušamo to v večjih primerih narediti zelo sproščeno, prikupno, se pravi, gremo na zaupanje človeka, tako da, se kar velikokrat dogaja to, da pride nekdo, bom rekla, skrušen, da je v težavah, da nekako ne najde pravega izhoda iz tega, se dogaja. Po drugi strani imam pa primer, recimo, ene gospe, zdaj bom sicer šla na kajenje, ki mi je tudi zelo zanimivo, ker je enako kot alkohol, mi vemo, da alkohol slab, vemo, da ni zdrav. Mislim, da nam ali pa tudi, mogoče bom našla koga, Veliko se jih tolaži, da... saj zato sem se kar malo ugriznila jezik zdaj, Ampak, če pa gremo na kajenje, pa rečemo, za kajenje vemo, da je slabo, Vsi vemo, da je kajenje slabo, je škodljivo zdravju. Imam recimo primer gospe, ki je imela moža, ki je bil strasten kadilec in je umrl za rakom na pljučih. Je imela sina, ki je bil kadilec in je umrl za rakom na pljučih. Ona še zdaj kadi. Ima partnerja in se skriva pred partnerjem, da kadi. Recimo, to je en tak primer, ko je prišla recimo do nas, ker ve, da nekaj ni okej in res potrebuje pomoč. Kako jih lahko pomagate v takem primeru? Ker tukaj pri odvajanju od kajenja je ogromno na osebni motivaciji, Ogromno. In zato jaz ponavadi pri kajenju, bom rekla, ta prva srečanja, enako pri alkoholu, potekajo na ta način, da se samo spoznavamo. Da jaz tudi vidim, kaj je osebi v bistvu sploh v življenju pomembno. In potem ponavadi postavimo vprašanje, kaj za vas kajenje sploh pomeni. Kaj vam to pomeni? Kaj vam alkohol pomeni? Kaj se bo zgodilo, če zdaj damo to stran? Veliko odpade, veliko socialnih stikov tudi verjetno, dogodkov. Lahko. Ni mus, ampak lahko. Ampak je pa res zelo zanimivo, ker vedno rečem, ko boste recimo dali cigarete stran, bo prišlo obdobje, ko si ga boste res noro želeli. Kaj zdaj? Kaj si boste rekli takrat? Ker takrat boste vi sami, takrat mene ne bo tam. Se pravi, moram vam najti neko tako motivacijo za vas, da boste takrat lahko mirno rekli ne. Ker če bomo dali mojo motivacijo, si bo to pri kajenju ali alkoholu, nismo naredili nič, In zato je to, bom rekla, zelo dolg proces, ki pa se odvija glede na ritmiko osebe. Se pravi, jaz osebno nisem zelo stroga, da bi rekla, zdaj pa moramo vsak torek ob 8 zjutraj se dobiti. Če jaz vidim, da je oseba v stiski, se bomo dobile pogosteje. Če vidim, da bi bilo mogoče boljše, da počakamo še en teden, bomo počakali še en teden. Tako da je to zelo, bom rekla, tak oseben pristop, zelo oseben odnos. A imate občutek, da so ljudje iskreni glede rezultatov? Recimo, če se ta gospa skriva pred svojim partnerjem in kadi na skrivaj, imate občutek, da vam po resnici pove? Jaz sem sama vesela, če sebi po resnici povejo. Je pa res, da tudi, ko pride ljudje recimo na hujšanje k nam, oni ne jejo nič sladkega, oni ne jejo nič slanega, oni nimajo nobenih prigrizkov, oni točno vejo, kaj je zdrava hrana in kaj ni. Oni to točno vejo. In enako je pri cigaretih, enako je pri alkoholu. Večina na začetku mi v prvem srečanju pove nekaj čist drugega, ko jim pa pove pol na 5. srečanju. Zato pa pravim, da je to proces, ki traja. In lahko tudi zelo dolgo traja. Da vam, recimo, če povem še en primer, ker sem jaz delala imeli smo neko izobraževanje in sem delala v eni naših bolnišnic in tam sem delala v diabetični ambulanti, sem gledala, kako potekajo ta svetovanja. Tam je bila res fenomenalna sestra.
In je imela tam eno gospo, ki je hodila k njej že 2 leti. In ta gospa je pač ona je imela sladkorno bolezen in vedno, ko je sladkor zelo padel, je ona nekaj pojela in sladkor je res zelo narastel, bodima v vrednosti 20 ali več. In 2 leti nista ugotovili, kaj je tisto, kaj ona poje, Požilec, ne? kaj, ja. In kaj se je zgodilo, ravno ko sem bila jaz tam, sem imela res srečo, da je imela ona hipo, to pomeni, da je imela zelo nizek krvni sladkor. In v njenem primeru, ko je imela zelo nizek krvni sladkor, se je obnašala, kot da bi bila pijana, kar se včasih ljudje v taki stiski. In jaz rečem, daj se bova pa midvi malo pogovorili, malo sem bila navihana in sem tisti čas izkoristila za to. Seveda sem ji prinesla nekaj za pojesta, ne, da sem jo sroto pustila tam. Ona je lepo vmes jedla, in pa se midvi pogovarjama, ker me ni poznala, je bila to idealna priložnost, da mogoče čas kaj zaupamo, v takem primeru, bolj kot pa nekomu, ki ga srečujemo že 2 leti. In kaj se je zgodilo? Jaz vprašam, ja, gospa, kaj pa recimo takrat, ko ste doma, pa vam cukor tako pade, ja, kaj pa pol naredite? Pa reče, nasmi, pa reče, joj, moj mož pravi, da bi lahko imela že čokolado, tovarno čokolade doma. Pa se rečem, aha, a čokolado imate radi? Reče, ne bi mogla brez, to pa ne bi mogla brez. Sem rekel, ja, super, ja, kjer imate pa radi? Reče, no, Milko, uno z lešniki. Sem rekel, uno tam malo pojeste, kako rebrco ali koliko. Reče, ne, če je pa že prilika, pa že uno ta veliko pojema, ne. In je na ta način Diabetik. Ja, diabetika, ne. In je gospa v bistvu imela, je bila v taki hudi stiski, ker ni upala tega povedati sestri, za katera je res čudovita in bi res vse na tem svetu resno za njo naredila tam, In ona ji ni upala tega svojega greha povedati, Meni pa je, in hvala Bogu, v bistvu, da mi je, zato so se lahko potem začele neke spremembe na tem področju tudi delati, Prej, ko ste govorili o tem, da osebe, ki pridejo pač na delavnice hujšanja, vse vejo, kaj je zdrava hrana, kaj Ja. ni, ne. A bi se strinjali z mano, oziroma to niti ni moja trditev, ampak ena trditev prek ene gospe, ki se ukvarja z zdravo prehrano. Ona je rekla, da od staršev ne podedujemo samo navad, ampak tudi recepte. Ja. Oziroma od staršev ne Genetika, podedujemo ne? samo genetike, Ja, tako je ja. prav. Od staršev ne podedujemo samo genetike, ne, ampak predvsem recepte. Torej pač, da naše bolezni ne izvirajo samo iz našega genetskega zapisa, ne? To, kar nujno dobimo od staršev, ampak tudi od njihovih navad in receptov. Ja, seveda, ampak ravno tako so to naše navade in naši recepti, In je zelo zanimivo, če pogledamo, recepti in hrana je na nek način živ pojem, kot je kultura živa, in se nenehno spreminja. Glih zanj sem to razmišljala, ko smo imeli en piknik. In včasih, ko smo imeli piknike, so bili čevapi, pa so bile perutničke, pa je bil kakšnito ali pa 2 belega kruha, pa kak ajvar, pa kakšna gorčica in to je bilo to. To je bil piknik. Če pogledamo pa danes, sem pa prosto spomnila se, sem pogledala po mizi, sta bile pa 2 vrsti solate, pa je bilo nekaj mesa, pa so bile zraven gobice, pa šparglji, pa bučke, pa paprika, pa izgledalo je čudovito, pa jeli smo vsi, In to se mi zdi res zanimivo in mogoče ne, v tem primeru bi rekla, mogoče ne toliko recepti, kot pa same navade prehranjevanja, ki pa definitivno je nek vzorec, ki ga dobimo kot otroci, ki ga lahko negujemo celo življenje, ampak imamo ga pa tudi možnost spremeniti. Še vseeno mislim, da smo toliko individualni in da je, kot sem rekla prej, hrana kot kultura zelo živ pojem. Po drugi strani pa mislim, da so imeli naši starši, stari starši, bom rekla, eno zelo veliko srečo, ker niso bili izpostavljeni hrani, kateri smo izpostavljeni danes. Ne govorimo vsej, ampak veliko te hrane. Če se recimo danes prehodimo skozi, ne vem, Lidl, Hofer, pač kjerokoli izmed teh večjih trgovin, Spar, Mercator, karkoli, vidimo ogromno, če pogledamo po policah, cel kup nekih čipsov, pa smokijev, pa unih prigrizkov, ko sploh ne vemo, kaj so, sploh ne vemo, kaj vsebujejo. In iz tega vidika rečem, da so imeli res srečo, da niso bili izpostavljeni takim in drugačnim aditivom oziroma prigrizkom,
Predvsem pa sladkorju. Predvsem pa sladkorju, tako je, in soli. A ne? Sladkor, sol in pa drugi aditivi. A ne? Že 50 let nazaj, recimo, so otroci, kadar so jedli sladko, je bilo Med. ali pa navadni jogurt, pa noter žlica cukra. Ne? Ja, super. Ja. Ali pa marmelada, ali domača, ali kaj takega. A ne? Ja. In tudi ponavadi, ko se začnemo pogovarjati o zdravi prehrani, pa rečemo, a pa se vam zdi, da je zdrava prehrana dražja, kot pa, a ne, pa marsikdo reče, ja, absolutno, zelo dražja je. In pa, ko se začnemo skozi pogovor iskati, kaj pa v bistvu sploh je zdrava hrana, gremo nekako kar nazaj. Spravo gremo nazaj k svojim koreninam. A ne? Gremo nazaj. Pomembno je, da jemo nekaj, kar je lokalno, pridelano, sezonsko, a ne? In pa tudi način priprave hrane je pomemben. Ker prehranjevanje je proces. To ni to, da se mi usedemo za mizo in jemo in je to. To je proces. Mnoge je to. Je to. Ampak ni, ker vseeno moramo pomisliti najprej. Aha, poglej, danes bom pa mogla nekaj kosilati. A ne? Se pravi, pomislim, da moram jesti, potem pomislim, kaj bi pa jedla, potem se odločam, če recimo gremo ven jesti, kam bomo šli jesti. Če smo sami, moramo iti v trgovino, kje v trgovino bomo šli, kaj bomo kupili, koliko bomo kupili, kdaj bomo to domov pripeljali, kako bomo to doma shranili, kam bomo to shranili, kdaj bomo to uporabili. To je zdaj že bilo 9 stvari, a ne? Kdaj bomo to uporabili, na kak način bomo to pripravili, koliko bomo pripravili in podobno. A ne? To je dejansko toliko enih vprašanj, toliko enih odgovorov, ki jih dobimo, pa se jih mogoče sploh ne zavedamo. In če v sklopu celega tega procesa naredimo 1 ali 2 spremembi, smo naredili zase že ogromno. Kakšna populacija pa se k vam starostno, mislim, obrača? Je moj občutek napačen, da gre predvsem za starejše ljudi, a pridejo tudi mladi, recimo? Pridejo tudi mladi. Zelo radi pridejo mladi. Bom rekla, ampak na različne delavnice. Mlajši prihajajo zelo radi na delavnice tehnike sproščanja, zelo radi pridejo na delavnice medosebni odnosi, zelo radi pridejo na, recimo, tudi na hujšanje. Težava pri hujšanju je v tem, da je zelo dolga delavnica in mlajši so, kot veste, v samem dnevu veliko bolj vpeti v različne aktivnosti ali imajo male otroke še doma. Ne? Ampak vseeno pridejo, včasih tudi otroke seboj pripeljejo. Kot sem rekla, mi nikoli ne rečemo ne. A ne? Se pač več, ko nas je, tem boljše. Medtem kot je recimo sladkorna bolezen, je pa definitivno malo starejša populacija. Tam sem imela primer tudi, enkrat sta bila 2 gospoda, ki sta bila stara 90 let. Čudovite delavnice so bile. Na koncu smo njujo poslušali, ampak je bilo res super. Absolutno, ampak tako je res dobre izkušnje, sta znala tudi zelo lepo predstaviti. Tako da tu recimo pridejo starejši ljudje, v osnovi pa čisto različno, tudi recimo pri gibanju, dokaj tam pridejo tudi ponovadi malo starejši, tam 50-60 let recimo. Tako da dejansko jaz mislim, da v teh naših centrih se najdejo delavnice za vsakogar, ne glede na starost. Je pa dejstvo, da dajmo res sprejemati preventiv kot preventivo, ne da čakamo, da je nekaj narobe, pa potem reagiramo. Smo pa vsi krvavi pod kožo, čisto vsi. Jaz recimo za sebe lahko rečem, se spomnim, ko sem imela ene težave z hrbtenico in preden sem jih imela, nikoli v življenju nisem recimo zjutraj potelovadila, nikoli. Vedela sem, da to je super in je zdravo in je fajn, ampak tega nikoli nisem naredila. V trenutku, ko me je prvi začelo malo nekaj matrati v hrbtu, sem rekla, nekaj moram narediti, ne morem biti zdaj tu, pa bom rekla, me boli, pa je kriv stol, pa je kriv eno, pa drugo, pa tretje, nekaj treba narediti. No, takrat naprej vsako jutro zjutraj naredim par vaj in nimam nobenih težav. Ampak je zanimiv res proces, nekaj je narobe, zdaj moram pa reagirati. In ta del bi radi spremenili. Se pravi, da reagiramo že preden da pride do neke bolečine, naj si bo to kronična bolečina, naj si bo to v bistvu, kakršnakoli taka neprijetna sprememba v našem življenju. No? Na tem mestu bi se rada poudarila, da so vsebine centrov brezplačne za vse, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravica do storitev v centrih
pa ni vezana na kraj, kjer bivate, ne? Torej, jaz bi teoretično lahko, čeprav živim v Ljubljani, bi lahko prišla k vam 2 uri stran naravne in vas obiskala v eni delavnici. Točno tako, ne. To je dejansko v bistvu zdravstvena storitev, ne. Se pravi, osebe, ki imamo krito osnovno zdravstveno zavarovanje, lahko te delavnice obiščemo kjerkoli v Sloveniji. Na ta način se lahko recimo tudi oseba, kot sem že prej čisto na začetku rekla, recimo, če ima kdo zadržek, jaz se pa nočem odpreti pred ljudmi, ker me skrbi, kaj bo, to je malo okolje. Nič hudega, zato pa lahko greste nekam drugam. Recimo, če ste pri nas, mi recimo ne krijemo samo Ravne na Koroškem, mi krijemo celo dolino, kar pomeni, da imamo zdravstvene postaje tudi Prevalje, Mežica in pa Črna na Koroškem. Se pravi, ne glede na to, je nekdo iz Črne na Koroškem, lahko gre pa v Slovenj Gradec, lahko gre v Velenje, lahko gre v Celje, Ljubljano, Maribor, kamorkoli, je pač dejstvo, da mi se pa želimo ljudem čim bolj približati. Sploh recimo neko ruralno okolje, bomo rekli, so ljudje, ki živijo recimo na kmetijah, so višje, imajo manjšo možnost, bom rekla, prevozov in teh stvari, in zato je bistveno, da se jim mi, ki imamo to možnost, tudi približamo. In programi so enaki. Ne glede na to, kje ga boste obiskali. Lahko v Ljubljani, lahko v Piranu, lahko v Murski Soboti, lahko v Črni na Koroškem, kjerkoli. So tukaj strokovnjaki, ki so izobraženi na enakem nivoju, imamo podobne izkušnje in programi so enako zastavljeni in so zelo, zelo, zelo dobri. Prej ste govorili o tem, da se eni ljudje težko odprejo pred drugimi, ne? Vemo, da trendi na področju duševnega zdravja v Sloveniji niso ravno rožnati. Hkrati se ljudi, ki imajo težave z duševnim zdravjem, še vedno drži neka stigma. Kakšne zgodbe prihajajo do vas? A želijo torej individualne obravnave ljudje, ki imajo takšne težave? Ja, zelo. Zelo, bom rekla, ko enkrat, bom rekla, kar iskreno premagajo svoj strah, ko se opogumijo, bom rekla, da pristopijo v to okolje, je najbolj pomembno, da se tam počutijo, kot vsi ostali, da se tam počutijo varno. Da se tam počutijo varno in sprejemljivo. Delavnice bomo vedno prilagodili osebam. Jaz sem recimo delala delavnico medosebni odnosi, ki je na nek način kar zahtevna delavnica. Ni, bom rekla, kar, ne. Je kar neki vaj, ki jih delamo. Sem jih delala z ljudmi s posebnimi potrebami. Delavnica je bila res na nek način čisto druga delavnica, ampak je bilo izjemno. In so bili tako zelo, zelo veseli, da se še zdaj redno vračam tja, kakor je možnost. Ampak je pa res prilagojena. Tako da jaz mislim, da tule je najbolj pomembno zaupanje. Zaupanje v strokovnjake, da bojo pristopili in da bojo dali ljudem možnost, da se odprejo, in da če se ne bojo odprli, če se ne bojo želeli odpreti, bomo tudi to sprejeli. Kakšne težave z duševnim zdravjem pa lahko sploh v centrih obravnavate, oziroma kje se tukaj končajo vaše kompetence? Tudi mogoče v pomoč tistim, ki naj jo poslušajo, da bojo vedeli, da mogoče pa je vseeno bolje, da grejo specialistu. Absolutno je to najbolje. To je absolutno, govorimo o zdravljenju. Pri nas mi izvajamo edukacijo, izvajamo delavnice, pri nas se bomo sprostili, se bomo pozabavali, bomo mogoče opozorili na kako stvar in jih bomo, če bo le možnost, usmerili mogoče kam v lokalnem okolju ali nacionalno gledano. Tako da na ta način mi pristopimo. Vse ostalo pa, kot sem rekla, usmerjamo. A bi si v centrih za krepitev zdravja želeli še kakšne dodatne strokovnjake? Vem, rekli smo, da imate oziroma imajo kineziologa, fizioterapeuta, psihologa, diplomirano medicinsko sestro in tako naprej. Ja, bom rekla, zdaj ta tim, kot je bil ustanovljen, je res odličen. Moram pa poudariti, da ne sodelujemo samo mi strokovnjaki med seboj,
ampak tudi zunanjo, z centri za socialno delo, kot smo prej rekli, center za duševno zdravje, druge ustanove, kot so v zdravstvenih domovih, ne, so bo to patronažna služba, ne, potem pogrešamo. Zelo bi bilo dobrodošlo, da bi se recimo še bolj vključevali tudi zdravniki, osebni zdravniki, mogoče tudi specialisti. Sodelujemo tudi recimo z farmacevti, kot je na primer delavnica sladkorno boleznjo skozi življenje. Tam sodelujeta tudi zdravnik in farmacevt, kar je odlično. Jaz če pogledam iz svojega vidika, če bi jaz imela sladkorno bolezen, pa bi prišla tja in bi imela možnost se usesti in imela pred sabo 1 uro ali pa pol ure enega zdravnika in bi ga lahko vprašala, karkoli bi želela. Mislim, meni se zdi to super, ne. Meni se zdi to res super. In pa hkrati tudi farmacevta, ne. Tudi to se mi zdi odlično. Tako da ta sodelovanja so že, bom rekla, v procesu, si jih pa želimo vedno več. Ne. Vsi mi, tako mi izvajalci, kot tudi drugače ljudje, no. Tako da to se mi zdi, da je kar super, no. In pa lokalna skupnost, no, to pa. Zdaj, tekom najinega pogovora danes in že prej sva enkrat govorili, ugotavljam, da imate kar napolnjen urnik, da ne samo to, da morate biti na ogromno mestih v enem dnevu, tudi veliko sebe morate dati v to, kar delate, ne. To zna biti kar izčrpajoče, ne. Kaj pa vi za sebe naredite, no? Da ostajate okej. Pošteno. Ja. Mislim, da, ko ste rekli izčrpajoče, pogosto se mi zgodi, da izvajam neke delavnice in se ob zaključku delavnice jaz počutim polna energije. In takrat veš, da nekaj delaš prav. Takrat veš, da moraš po drugi strani to zelo paziti, ker takrat, ko delamo stvari, ki jih res radi delamo, se hitro zgodi, da smo preobremenjeni, a ne. Damo preveč sebe v to, točno to. Jaz osebno to nekako balansiram z fizično aktivnostjo, ker sem s Koroške, imam to veliko srečo, da imam okrog sebe čudovite ljudi in pa hribe. Tako da jaz preživim res veliko svojega prostega časa v hribih, s svojim kužkom, prijatelji, partnerjem, a ne, to mi je res eno tako veliko, veliko zadovoljstvo. Bom pa rekla, da to pa res prakticiram, kar vedno ljudem tudi govorim, če naredimo kakršnokoli spremembo, jo moramo dejansko res delati redno, a ne, da pridemo do nekega dejanskega učinka, a ne. Če mi enkrat na teden pojemo eno jabolko, še ne pomeni, da se zdravo prehranjujemo, a ne. Ali pa če, ne vem, gremo enkrat na teden na sprehod, če tudi to ni to. Tako da tudi pri sebi vidim, da tudi takrat, ko sem utrujena, pa ko se mi nič ne da, se prisilim, vstanem in grem na sprehod, ali grem teč, ali grem v hribe, nekaj za to, da malo poskrbim tudi zase in za svoje duševno zdravje na nek način. Ja. Torej, tudi vi morate poiskati tisto notranjo motivacijo. Seveda, absolutno. Zdaj, kot pravim, vsi smo krvavi pod kožo, ne, absolutno. Vsi smo ljudje. Se tudi rečem, tudi jaz naredim napako, ne, pa pojem kak štrudel, ko mogoče ne bi bilo prav, da bi ga, ne, ampak, a ne, to je normalno, a ne, smo samo ljudje. Hvala za ta pogovor. Z veseljem. Hvala vam, da ste me povabili. Upam, da bo vas s tem spodbudili vsaj kakšnega poslušalca, da bo vsaj pogledal na spletno stran NIJZ ali pa program Skupaj za zdravje, ki ima najbližji center za krepitev zdravja ali pa zdravstveno-vzgojni center, pa da ga bo potem tudi obiskal, ne? Ja, to je najbolj pomembno. Vam, poslušalci, pa hvala, da ste prisluhnili. Do naslednjič.